Ok, si prav ti kaj razširiti pol izven radija, še ko si bil na radiju? Razširil sem se za 20 kil, ja, to je. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji. Člani podcast. Like, comment, share in subscribe. Danes z vami je Rimanič, dober dan, Jure in Jure. Čakaj, koga imamo samo danes malo. na naši desni. Kaj samo malo? Samo malo. Vsi prosim, čeknite doberdanbrand.si. Bi šel po majico, nimamo nikjer. Pač najjači brand za majičke, kvaliteten, vrhunski. Vsi čekajte doberdanbrand.si in naročite eno majičko in nas podprite. Foljako, nejc, če ni vse perfektno, lahko še vedno Dober dan. Buongiorno, čau, belli. Jure, koga imamo tle danes? Danes imamo z nami Nejca Špeha, Yes. ki je fant večjih talentov. Kaj to si rekel večjih, ker Zato, ker jih ima več. talentov? Tako, nisem rekel večjih, ampak več talentov. Dobro, in naprimer naštej jih, zdaj ko ga Ok, predstaviš. zdaj naštel. Zabaven. Dobro dobro. govori. Dobro, ja, Ustvarja video vsebine. dobro. Dobro. Igralec v filmih. Pa ne mene opisati njega. Dobro, Ima pozitivno energijo. dobro. Ima, Da sem ti plačal 50 evrov, stari, naštevaj naprej. ima lepo punco. Dobro. To je punca plačala. Ja, to je ona dal 10 evrov. No, pač. Danes z nami Jure. Največ, kar znajo, v bistvu govoriti v mikrofon. Tako. Ja, recimo, da ja, ajde. Nec mi vedno začnemo naš podcast z našo člani škatlo vprašanj. Ok. Bomo dali eno vprašanje za Daj mi škatlo. icebreaker. Kaj se zameš sam? Ne. Ne, jaz ti bom dal in ti mi potegneš. Super. A, Dobro notri- smo štartali. Notri so vprašanja od kaj je smisel življenja, do kakšno sadje bi si dal urit. Kaj ni šlo to že ven? Potegneš, kar potegneš. Tegnem, Potegni. kar potegnem. Upam, da bom potegnil kaj prav. Katera je tvoja najslabša navada? Kaj? Aj, dam nazaj not. Ok, ja, kaj ni videti? Kaj? Ja, jaz, ne, mislim, ja, ni taki, treba dosti razmišljati, ne. Zakaj je to najslabša navada? Vsak stari. mora jesti, pizda. Ja, ma ne ob 2 zjutraj, ob 3, A če si vsak lačen? vikend. Če in kdaj pa podobno, spiš? ne. Ful malo, ful malo. Kaj zdaj, ki si zbudiš, da greš jesti? Ja, še posebej, ki je luč v frižiderju, pol težko spim, ne, me sveti v glavo in pol šonkac. Ne, sorry, jaz sem to ful, dobro se ne vidim, ampak zagovarjam, da pa če si lačen, greš jesti. Ja, dobro, zagovarjaš. Ne, ampak pač, sorry, je pa je nezdravo iti zvečer, jaz se fulkrat zbudim srednjo in pač grem nekje jesti. Ja, Si lačen, greš torej, jesti. kaj ješ, ko greš zvečer jesti? Ma ne vem, kakšen krat, ko se zbudim in zapašen v telen kruh. Ja, dobro. Lasten kruh in okej, tako. ma dobro, mi jemo. Dobro, kaj ti ješ Jemo večerjo sredi panine, dneva? stari, mortadela. Sredi noči? Ja, valjda. No, res ti to priješ, zapaše srednjo noči, pizda. Ja, Ja. itak. Ni to malo too much? Ne, mislim, ne vem. Bo, ne vem. Ma načeloma ja. Ma dobro, kaj si, so pestri vikendi, Ja. šonkaci, razumeš? Ko priješ domov šonkaci. A se ti ne da tako reči, greš spat, boš zdaj zjutraj za zajtrk neki? Ja, ne, in kaj če priješ zjutraj domov? Dejansko se Na zbudiš, 5, 6? Za zajtrk. Je že zajtrk v se bistvu. zbudiš po noči lačen. Tako. Ja, ma dobro, zdaj ne več toliko, ma ja, je bilo, ja. Kaj misliš, da to ki si pil pod stresom ali živčen ali misliš, da nima veze? Ali Ne. pa samo rad Voliš, da mandjaš? papaš, ne bi rekla moja mama, voliš, da papa. Voliš, da papaš? Jurček, ko je bil kaj tvoj teden? Čakaj, kaj pa naše slabe navade? Ali ne bom povedal? Dobro, mi tudi. Jih Moja imamo? najslabša navada, ja, jaz jih imam. Če mi gre kaj narobe, sem dosadan. Fuck me, šupak, kot ti dosadan stari. Ne, mi ne bil gre. dosadan že prej, ne. Fuck. Zdaj- Ko mi zdaj že nekaj bo. ne gre, postanem ful dosadan, ker sem jezen, da mi ne gre. Ja, ampak to je zelo slaba, ker pač tekaš, pol se spraviš na ljudi, ki ti nismo nič naredili, je bo te stari. Dobro, valjda se spraviš, neki so blizu tebe, na koga se boš? Jaz zamujam kakšenkrat, to se moramo odvaditi, to je zelo Ne, nelepa imaš še navada. čaki, ne, ti si pa imaš god kompleks. No, to Ni da ki zamujaš kdaj, ne. je rekel, bom šel na easy. Ne, zdaj ti to razloži. ne bom spet isto. Ne, pač, ne, si povedal, ok. To. Ne, god kompleks izpade kakšenkrat zato, ker pač to, kar delam je že 7 let. Je bolj kakšenkrat, če sem jaz preveč te idej narediti tako in tako, ker pač vem, No, kaj delam. vidiš, to je spet tvoj god kompleks. Dobro, ne, kako si ti. Dobro, kaj nam manjka? Se manjka komu drugemu, kaj je več kot nam, ne, po mojem. Kaj nam manjka? Denar. Ja. Denar. Ja, ne, neč, po čemu tebe poznamo? Kaj, jaz vem po vsemu in nič. Dobro. lahko rekli. In to vse je? Malo radio,
zdaj tam smo zaključili zgodbo, gremo naprej in zdaj bomo videli nove zmagam naproti, ne, bomo rekli oni. Počasi. videli. Ko si prišel na radio? Na radio sem prišel v bistvu z video posnetke na Fejsu. To se spomnim, ti si od tam prišel na Ja. radio. Ja, točno, ker je bil ful nekih posnetkov in take. Kaj ti pa nekaj, kaj? Skite. Kaj? Neke skite. skeče, Ja, skit. take in drugačne, ki so bili malo smešni in smo prišli gor na radio. In kako, kaj si, so te klicali, ti si njih klical, kaj je bilo? Ma ja, v bistvu jaz sem jih klical, sem jih prosil na kolenih, dajte mi službo, ne se bavim. Ne, oni so me klicali, ja, nekako so me kontaktirali in sem prišel tam, ja. Hoj les. Koliko si bil tar? Da je bilo to? To je bilo 5 let nazaj, 4-5. 25 si bil. Samo 5 let na radiju. Ja, Wow. Ja, ikona radia. Jaz sem mislil, da si že kaj? leta in leta. Ne, 5, Samo. ja, Obem. 5 anni. Dobro. Kaj je bilo? Izkušnje na radiju? Lepo, danes sem spoznal Suzi, mojo sodelavko, Beštjo. Ma kul je bilo, ne, mislim, delati na radiju je res ena lepa stvar. Kaj je ne. najlepše delati na radiju? Ma spravljati folk v smeh, ne. In polepšaš nekako dan, ne, nekako in daš neki, da se nasmijavijo jutro, preko grejo delati. Kdaj si bil ti? Jaz sem bil jutranja smena. To je 6, ne, že? 6 do 10, ja. 9, 10 je bilo, ja. No, zdaj, ki nejca ni več, lahko poslušate Radio Hit. Od 7,5, 2,5 in 6,5 imamo jaz senjure, oddajali, kar ti je tega treba z našim Maljotom, tako da vsi čeknit. In moramo reči, da je kar lepo biti na radiju. Je kul, ne? Ne, je. Čeprav nismo na enak način na radiju, kot ti bil Ja, na radiju. ti si live bil, ne? Ja. No, mi smo ne live. Snemani. Ok. Mi smo mrtvi. Ja, ok, mi smo... Fate škifo, torej. Tako. Ok. Kam te je kaj radio tako popeljal? Najboljšo izkušnjo zaradi radija? Kaj, jaz vem, kaj bi lahko. Maturanski, ki smo šli z radijom, je bilo kul. Ki so mlajše, ne? To si lahko daš roko z Juretom. Itak. Ki smo šli dol, je bil še drill Masaj, je bilo brutal. Je bilo 10 dni gledanja Aten in Grčije, lepe in tako. Kaj, 10 dni v suti smo bili, kaj ko blago. In pola spoznavanje novih ljudi, ne, to je še najboljša stvar radija. Koga si kaj spoznal, da ti je najbolj ustal? Ma, full folk, kada me hodiš naokoli in ti reče, lej, danes ste bili ok, ujutru, danes smo se nasmijali. Imaš tudi te hejtere, ki ti reče, fate škifo, to itak valjda bojo vedno. Prevod za vse naše ne primorce. Gabite se mi. Ja, hejteri, ja, te, kaj je zem, ja, ne vem, ko bi to prevedel, v glavnem. Drugače, ma ful je bilo take stvari, zdaj tako vratno nos, da bom nekaj povedal točno eno točko, ne vem. Ne, si spoznal Jana Plestenjaka. Ja, In? cool. Je seksi. Ja, mislim, ima nek svoj stil. Moram reči, da tako pred odrom, na odru je ena oseba, izven tako, da ko se pogovarjamo, je čisto drugi. Tako da je cool. Plus točke. Kdo je bil še tako najbolj slave, najbolj jak, ki si ga spoznal? Ki si bil na koncu, ki si ga spoznal, da si bil, koga sem danes spoznal? Toni Cetinski, Okay. njega sem spoznal, potem Petar Dragojevič, to je bratranec od Oliverja, cool. V drugem kolenu? Ja, ne vem, kjer koleno je točno, bo. Pol, kaj, mislim, zvezde, kaj je zvem, jaz ne smatram nobenega zvezdo. Z obale, Danes mislim, vsi- v Sloveniji težko imaš zvezdo. Ma sploh ne mora biti nekdo zvezda, kad so vse dela to službo, ni da ki se mora nekdo držati, da je primo Boga za jajca, to je moje mišljenje, ne, bodi kar si in obnaš se temu primerno, spoznal sem tudi te zvezde, ne vem, kaj je ta od Sidarte, Tomi, Meglič. ja, pa ne vem, držal se, ne znam kako, razumeš, ma, kad so voj, mislim. Poj komade in to. Poj komade, razumeš, baraš si nohte, ni da ki, ne, Pa ja, dobro, oni so kar, ja. Ampak veliki. pravi, da je zvezda, suni, ki greš, ne vem, sem bil v Puli, Robbie Williams, temu jaz rečem, ajde zvezda. Si ga spoznal? Ne, sem ga videl. A, si ga videl, Ne, okej. da to so za me neke zvezde, ne, te drugi so pa isti ko mi. Ok. Smrtniki. Ja, itak. Mislim, si načrtno kaj ustvarjal svoj brand, ali to je prišlo vse te forice proti, ko si se ti tega lotil? Ba, v bistvu te video posnetke, pol je prišel to na radio, pol je prišel ta Špek se peče ven. Lardo in v glavnem je v bistvu bilo vse to spontano, ne, ni da ki sem neki načrtoval, neki ne vem, kaj bom jaz delal. Kako si delal te smešne posnetke, nisi imel nič v mislih. Ne. Je bilo tako, Je bilo zajebancija. spontano, je bila zajebance in je bilo... On je v bistvu bil Evo. tiktoker pred tiktokom. Wow. Ja. Nekako res, veš?
Lega, mali influencer. Mali influencer. Dobro, veliki influencer. Ne stojite mi reči influencer, ki sem alergik na to. Vplivneš, no. Ja, to, ja. Tako da ja, ne, nič, pač. Pol se je malo odprl svet, radio. Ampak Radio ni svet. taki, ja, radio je svet. Tako da ni taki je bilo neka znanstvena fantastika. Si dobil kakšno? Jaz se spomnim, da so bili oni iz Radio Capri, pa so šli delati v Ljubljano, ne? Oni, ki so bili na začetku. Ja, Istok in Tomaž Klepač. Oni so še, ne? Ja, oni so še na Radio 1, ja. Si dobil ti tudi kakšno ponudbo, da bi šel delati na drugi radio? Ne, nisem dobil za to. Ne vem zakaj. Kaj, ko vriš, pa je ful po domače, to veš, zna biti. Tudi. Ja, jaz se ne prodam tako, bi rekel, na hitro. Ful pravi za nas, Jaz pravim, ja. Jaz neki pravim, da svojo hrbtenico se bom pesto, bom govoril po moje. Oni so šli gori in vsakem čas kapo dol, pridni so ful. Niso se zgubili, bom rekel, tako še vedno podpirajo naše in Ja. to je to, ne. Se ne vem, koliko ima radio poslušanosti, sploh veš? Tako mesec. Ne vem, neki 75,000 tedensko, mesečno, ne vem, neke cifre so zdaj, bo nimam pojma, ko je. 75 različni, 75 tisoč unikatnih poslušalcev, ali na to ne moreš vedeti. Ne, to bo, nimam pojma. Koliko sprejemnikov sprejemajo, pa me lahko to veš. Čeprav to mislim, da ne moreš niti meriti, ker ni to v bistvu bolj po nekih statistikah. Pravo, ko oni to merijo. Ja, to ni po nekih statistikah. Ma neke statistike, neke Ankete. Neke ankete, neke firme. Ja, to ne vem, če so lahko delale ti neke meriš, statistike, če lahko ti nimam meriš pojma. to tako. Ne vem, kaj je, v glavnem. Ma se nema veze, kdo te posluša, ne. Važno, da ki te posluša, te ima rad in si mu kul. Zdaj za druge, ki kad se ne frega, ne. Mislim, koga briga. Ja. Ok, si spravil ti kaj razširiti pol izven radija, še ko si bil na radiju? misliš Razširil sem se za razširiti? 20 kil, ja, to je. Razširiti prav ne, ampak probam nekaj delati v tej smeri, ja, kaj je, zakaj. Ukiro, v levo in desno. Levo in desno. Tako da bo, ne vem, neki stand-up, neki si delal v zadnjem, bomo A stand-up? čas, ja. Pripravljaš na nek... Ja, neki pripravljen, neki spešal. Smeš kaj povedati? Neki si povedal za odri v meni, da neki delaš. Ja, neki sem povedal tudi, ki sem imel zdaj v Lady, bo nekaj, kar Slovenija ni videla, ne, neki, da nisi samo tam za majkom, primaš oni mikrofon in govoriš 2 ure in pol. V bistvu se bo dogajalo dosti več na odru. Sam to bom rekel, ne bom preveč. Zakaj misliš, da se mora dogajati nekaj več? Ker je kul, ko grem neki gledati ali poslušati, da se ful več dogaja na odru, da ni samo ena stvar, ne. Je to kompenzacija za netalent? Je to kompenzacija za eno plesko, ne. Ja, ne, to. Član, največja umetnost je to, da greš gor 2 ure z mikrofonom, veš. Ja in ne, tako ti bom Se jaz rekel. vem, da hočeš narediti nekaj več, valjda, ampak zato sem te tako vprašal, hočeš še kaj dodati? Kaj? Jaz bi rekel tako, jaz sem bolj gledal te italijanske humore in oni so imeli vedno več neki na odru, okay. Zato je mene me vleče bolj tam, ne. Večina me vleče po Balkanu, mene me vleče bolj v Italijo. In tam sem bil parkrat na Pučju, enkrat sem bil na Pučju in je bilo ful dogajanje, je bilo, ne vem, on je ful govoril, pol je bila pauza 15 minut, je bila muzika, entertaining s publiko, bla 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 in pol spet naprej. Tako da nekaj takega bi probal narediti. Zdaj, če bo uspelo, bo in če ne bo. Nekako v bistvu komedijo te vleče, kakorkoli. Ja, itak. Ali je igra, ali je film, vse. ali je stand-up, Ja, ali so video posnetki. ma ni da ni, ja. Kaj s komedijo, tam sem jaz. Kakšni skaj pol cilji s tem šovom? Prvega narediti, Dobro. da vidimo, ko se bo to primlo in če se bo primlo pol delati naprej po Sloveniji ali pa po Istri, če že drugo, ne. Ni pa majhen projekt, ne, tle notri delam sam, mislim s prijatelji, ki bo prišli delati v doma, ne bo majhna stvar, ne, tle bomo dali notri v to prvo, bomo dali vse, kar imamo, od denarja do vez, do vsega in če bo kul in pa če ne bo, bo pač to smo naredili, that's it in čau džaci. Pol? In pol, ne vem, pol bomo šli naprej, če bo pa polom, da ne bo 5 ljudi tam, ne vem, kaj bomo, ne, upam, da ne, valjda. Lahko še, ko ste razprodali, kaj? Ma se ti Kaj je imaš nek brand na obali, da ima biti realni. Zato sem te vprašal, ne? Mislim, da imaš kar nek community Mislim- za sabo. Vsak po moje ve zate, tako. Veš, da je špeh. Ja, špeh, uni, radio. Ja, špeh, to špeh. Ja. Mislim, ko te vidiš, se te zapomniš. Ja, to je to, ja. Se ne vidiš nobenega drugega. Ne, neki je wow, ne, bomo rekli tako, ne, greš čez Črnikal, rečeš čau, poznaš peha, prvič videl, ne. Dobro, do Črnega Kala imaš vedno 20 Ja, ljudi. to itak, to ni malo, kar ni malo, je res, ja. Ja. Zdaj, ki si rekel, se praviš kaj širiti v Italijo? Bi šel kaj
Italijane zabavati. A pa s tem širih, pa je stari moji. Hodim v centru disko. Kaj pa famila? Famila, to je cool, ja. Ima ful nekih popustov, zdaj sem gledal en dan. Bolj poceni kot v Sloveniji. Ja, itak. Ali probaš razviti svoj brand še v Italijane? Bak je, Italijani so pred nami, po moje, kar se tiče tega Dioladera, ne, tajnje. Oni so pred nami, kar se tiče humorja, filmov, meni se zdi, da so pred nami Ani Luče. 100 let. Ja. 100 let. Ja? Ja, jaz mislim, da ja. Humor in vsega tega, mi vlečemo spet neke balkanske fore, kar je okej, vabene, če si pač z Bosne, iz Srbije, ne vem kje, imejte fore, da bi zdaj šel neki konkurirati tam v Italiji. Ne. Kakšne fore imajo oni? Kaj ti pa bolj te ameriški stand-up? Tudi, veš kaj je kultura? Zdaj reč, kaj je tle naša kultura, ki smo jo mi ustvarili. Nimamo kulture. Tega bolj ni. Ne? Ja, bolj entertainment s publikom, ne vem, meni je to... Dobro, mi smo bili otroci, jaz sem 30 let, mi smo bili otroci Italijuno, kanale 5 Rete 4, razumeš, to je bilo od Zeliga prej, Colorado, oni so to delali, ki tle pri nas še sploh ni tega, da bi bila ena oddaja na televiziji, da bi bilo 10 komedijantov, Ja. en za drugim, 2 voditelja, Mislim, še smešnega šova ni bilo, da je rečeš, da je smešen. Ni. Nekaj je bilo, moj dol je bil vedno Jure Zrnec, A nekaj je institut bilo, odpadov je bil dober. cool, meni je Ja, bil to so dober. bili tudi skeči. Ja, to je bilo vsega. Ja, tam je bilo spet vsega, ne? Ja. Samo to je bilo to je bilo spet... Anifa. Ja, Anifa, točno to. Probaš tudi kaj tako na televizijo pred? Mislim, bi rad imel kakšno tako oddajico. Ne stoji gor. Bomo videli, kaj sem bo. Zdaj smo posneli to, ki je bilo že po televiziji na Planetu, Ribarat Sorak. Ne morete verjeti, ja, smo kuhali. Kaj to je bilo tvoje, okay? Ali ti si Ne, bil jaz samo sem bil notri, ne, ni bilo moje. Ne. Povej, kaj je bilo to? To sem nekaj čul. To je bilo v bistvu te znani ljudje In ti. In jaz. In smo v bistvu vsak dan pri nekomu kuhali, v glavnem. Okay. Ma kaj, se tebe poznajo? Po Sloveniji te tudi poznajo, ali ne? Ja, Tako, in ne, ja. smo bili, v moji skupini smo bili jaz, Tin Vodopivec, Mikić, Alen kot Bipop in Adriana, ki je bila na Znan obraz ima svoj glas. In pač, Dobro, ta Adriano, to recimo ne vem, kdo je. Ne? ja, jaz sem jo spoznal tam, simpatika, ne. Ampak ja, bila že na televiziji, ve, ko se obrača, to na levo desno. A ono ko kamera. Ja, recimo jaz sem bil šteko nič, 2 kadra, tako. Smo snemali prvi dan, Igor me gleda, kaj je Buras, prvič pred kamero. Ja, mislim, ne vem, kam gledati, milih prijatelj. Če hočeš biti temu, se boš mogel navaditi. Ja, itak, da se boš pol navadil. Ko se pa to navadiš? Mislim, kaj vidiš, kje je kamera, Si se kjer ti se navadil? zasveti. Pa si samo ena. Ja, pa dobro, ti si navadil biti sproščen pred kamero, veš kaj tudi? Igralci sem ful opazil, ful je povedati pri profesionalnih igralcih. Rečeš, poglej, kje je kamera, oni vejo točno, kje jih kamera ujame, kakšen je kader, kje se premakne, kje so zunaj, kje so not in to pa znajo. Ja. To se ful pozna. Točno veš, kje se postaviti, ko se postaviti, kam pogledati, koliko pogledati. To prideš časom. Da ni preveč obvious, da veš, da je kamera. Vse znajo, ne? Ja. Si kje mislil iti v ta social media svet, da skaj razširiš? TikTok, Instagram in to. Fuck me, stari! Vrkaj ga nekaš tle fat shameati, stari, non stop. Cel dan, stari. Cel dan. Odkaj smo prišli, govoriš isto? Ali misliš ustvarjati vsebine tudi kaj na socialnih omrežjih? Okay. Probal sem neki ta TikTok in pol me je dojadlo, ker je bilo preveč cheap fore in pol sem rekel, ne bom tega delal. Poznaš kakšnega iz obale, ki je delal Kakšne TikTok? čip fore? Ne vem, bil je eden, nek mali je bil Koper, Izola, ne vem. Nek suh, Krimanič. Nek suh, ja, ti dobijo neke nagrade. Krilanič. Ta. Ta kril, Ta je bil v glavnem kar neki, razumeš, mali klinac, smo naprimer prvič telefon, kupila moja mama telefon, razumeš, in potem se neki snema tam, bili smo tle, čau, razumeš, bala. Bala tip, ja. Ne vem, nisem tega in... Ja, zakaj ne? Ma ne vem, zato ker me ni pol zagrablo in pol sem več časa zgubljal na tem TikToku, kot da bi delal dobesedno kaj bolj posrkal pametnega. te je TikTok. Točno to, stari, res požre. Ne stojte gledati ful tega. Ne, kaj ne vidiš, kot je ena ful lepa priložnost. Za se razširiti. Za se razširiti spet, ja. Ne vem, nisem. Instagram še, ima ta TikTok mi je bil too much. Je za nove ljudi, ne? Ja,
Torej hočeš reči, da sem star. Ne, pač dobiš novo občinstvo lahko. Čisto drugi Pa drugače bi res lahko ti je testiral ta material že, ki ga boš imel na stand-upu svojemu na TikToku. Itak, samo potem je spet TikTok je pa ena nadgradnja, ki recimo ti to imaš in mi nimamo, je ta video on to, ki ni, da ki danes na jutri se to vse neki poklopi skupaj, ne. Malo ipak moraš znati te videe delati, ali ne? Ne. Ma Se je bilo moraš, videti ala. zato te vprašam, če poznaš koga, da... Ne, Da ne, ve, ne. to- Si pogledal naše klipe? A? Naše klipe, Naše ki jih klipe Matej članov. nadzira, ja. Ja. Brutalni so. To si ti delal. Ne, ja, prej sem jaz delal za moj editorja. Ja, On mu daje naloge. Shoutout editor Jakob, član. Te bomo plačali kmalu. Ne, ma za reč, se navadiš. In fora, kot si ti rekel, ta TikTok je brez veze, jaz se zdaj strinjam. Jaz zdaj nisem že objavil 100 let. Zdaj, ko gledaš sceno in kaj se dogaja, priznam, je brez veze. Ampak to moraš ti narediti nekaj, kar ni brez veze. Ma ja, ampak je ful hitro te požre notri, zastopiš, zelo hitro zgubljaš po 3-4 ure. Jaz nekaj naredim, nekaj posnamemo, damo gor in poležiš doma na kavču in scrollaš in nikad kraja. Ta TikTok je nikad kraja. Pa se isto cool, Instagram. gledaš te ženske, gledaš te... Uno, to je vse v redu, ma je nikad kraja, nikoli ni konca. Mislim, ti kaže tisto, kar lajkaš. Ja, valjda. Petra. Ne. Ja, ampak ti to pol meče, razumeš? Gledaš Joške, bum, gledaš nogomet, samo nogomet. In nikad kraja. Se moraš navaditi, jaz sem se ful navadil, odprem, objavim, zaprem. Ne, Ja. čakam 100% upload cool, zaprem, čau. Ja, ne. In pol me je dosti časa to pobralo in sem rekel, ne bom. In zdaj sploh imam nov telefon, sploh nimam TikToka gor. Pogledam v Instagram, imam več časa zase. Mislim, rajši upalim barko in grem pič špric na barko. Okay. In pol spijem 3 šprice in dobim neko idejo, pa se posnamem, pa napišem za stand-up ali pa neki. Ali pa dobim neki, pa dam en hiter story na Instagram, da se folk nasmeje. Ne? Koliko imaš dosti followerov na Instagramu? Ne, Koliko? 3 ali 1000. 3000, ja. No, dobro, se to Oji tako kupljenih iz Azije. Zakaj pa z Azije, zakaj nisi bolj lokalno? Lokalno na začetku so ful hoteli da plačam. So rekli ne, kao dej vino in pač ful vina je šlo, ne. Potem smo rekli, vakagar. Azijci ne rabijo nič. In Riž. In, in jih je ful, ne. Pa se tu in to se ustavilo. Ampak ne, kaj češ, da je to, te followeri gor dol, to je vse. Mene ne veš, kaj bolj vprašam iz tega vidika, ok, zdaj imaš ti nek show, neki delaš, ok, cool, ko misliš to kaj promovirati, da se kaj čuje? Promovirali bomo spet po starem, kaj iz ust do ust, kar jaz mislim, da je še vedno najbolj cool. Mislim, kako boš razširil besedo, ne? Ja, Ja, iz ust do ust, z kaj ust se do ne vidi. ust, ne? A ne, kakšna radio, kakšne. Dobro, vi boste delali reklamo, ne? Ne? Ja, cool. Vse nismo toliko poceni. Mislim, lahko naredimo. Ja, no, pol, viš. Evo, smo že Smo rešili. dali en story, sigurno. No, evo. Se da kaj izmeniti. No, evo. Te bo malo razširili. Mislim, ne, pa sorry, vprašam, veš, ki bi bilo dobro to vse naštudirati. Ma ne, sedaj, imam v zadnje par ljudi. 10 let nazaj, ok, ampak zdaj... Kdaj imaš cilj to spraviti ven? Kaj, kdaj imam v planu? Ja. Ma to imam v planu do februarja, sem se dal neki deadline. Februar, zakaj februar? To je tako zanimivo. Ja, dobro, zdaj itak vemo, kaj se vse nekaj dogaja, zdaj je prvo poletje, polje september, šola, bla, bla, bla. Oktober, november, december je vse zaključek. Vsi zaključki glasbenih šol, plesalcev, vsega tega. In pa so te mrtvi meseci, ne? Januar, februar, marec, to so mrtvi meseci, to se nič ne dogaja. Ja, ma dejansko. To so meseci, ki je vsak doma, ki je kratek dan, folk je več na telefonih, folk več gleda, hodi v gledališča, v kina, da roki najde malo manj, ki je drago za umret. Ampak so to mrtvi meseci, ki je dobro za izkoristiti, ne? Kaj prvi šov bil na obali? Ja, Kje pa? ne smem povedati. Dobro. Še ne veš. Ker ne vem pojma. Ker ne vem točno, kje bo. Kaj ciljaš? Kaj ciljam? Misliš ti pogledališče Koper ali ne vem, Bonifiko razprodati? Ma ne, magari. Ne, kakšen tak auditorij notri. Tam imam par vez, tam nekako že vem, kako izgleda, kako bo izgledal stage in vse. Dej, kakšne imaš zdaj cilje za naprej poleg tega stand-upa? Zaslužiti ful denarja, mir v svetu. Kaj bi in, šel, bi postavil kakšen resničnosti šov? Ne, vija. Ne? Ne, vija. Mislim, jaz predvsem, da itak v Sloveniji te reality šovi niso tako dobre kot v Italiji, ne. Italijanskega, ko je ne italijanskega. A? Ko je ne italijanskega. Ma ja, kao to.
Kaj so? Italijanski ti nekaj Grande drži to Fratello. neko slavo, pod narekovaj se ti ful več odpira, če greš tam neki Ja, Grande da, Fratello ali neki. Ne, Ja, tam imaš trg 60 milijonov ljudi. Ja, daj mi ti povej, naštej mi jih 5 od reality showov tle Slovenije. Pa jih ni bilo malo. Kaj že, ljudi? Ja, Mikić, No, ni Ja, bil kje je reality bil? show, on ni bil reality show. on je bil Pa kaj ni? reality show. Ne, on ima svoj show. On ima svoj show, tako da. in Exatlon, to ni reality Ne. On je vodil show. On je vodil, je bil tudi v Exatlomu, to ni reality To ni show. On je vodil, To je on je šport. vodil. Kaj ni vodil? A je prvi bil not. Ja, Exatlon ma ni je reality, Dobro. niso iskali oni neki. Da rečeš Neke mi zdaj, fore, neke. slavne ljudi, estrada, slovenska estrada, 5. Ja. Zdaj ti, ne, mene imaš Blaža, A ta sanski moški, sanski ja. moški, prejšnji sanski moški, Uroš. Pol Ne, imaš- Gregor. Ja, Gregor. Pol imaš, ne vem, te punce sanskega moškega, Šala te valuna. Valuna. Pol imaš, ja. To so sanske, pol imaš s kmetije, kaj, ne vem, kaj so. No, Manja. A. Manja, no, evo. Dobro, čeprav to veš, imaš neki... Poprši na 4. Ja. Ja, kaj češ, kaj pa češ, sej... Taj reality show ni tako wow, da bi rekel v Sloveniji, da bi bilo wow, bomo zdaj gledali. Neki se prime, neki se ne. No. Mislim, mu neki znajo to, več ali manj, mislim, da ženske naredijo ven kaj iz tega, no. Tipi je bolj težko. Že ki smo pri širitvi, ne. Jure trenira ponavadi in se širi ramena, ne. Jure, Ok. ta teden Aha, moj teden. si kaj treniral, si kaj širil. Ta teden danes je četrtek, tako da ta teden sem treniral, bil sem na odbojki, Preden. bilo zabavno, sem treniral, sem delal, kar je bilo zanimivega, nič posebnega, bil sem v Ljubljani. Torej delal, Ja, treniral. pač delal. basic 28 In treniral. real 28 years old guy's life. 30-letnik, misliš. 28. Ti? Ne, je bilo lepo. Jaz sem Treniral nisi. Ne, ta teden ne priznam. Ta teden sem jaz peljal mojo pupo na koncert in kolegico v Pulo, Imagine Dragons. Sem samo peljal, šofer. In ko smo mi šli tam v Pulo, sem jih jaz vložil pri vrsti, vidim jaz eno luknjo pod ograjo, pri WC-jih. Tako malo jaz pogledam, pa tle lahko grem jaz skozi, ne. Dobro, plan mogoče za potem. Grem jaz lepo po Puli, sem šel na grad, ima ful lep grad, vidiš cel razgled, pol sem šel na sladoled, šel sem na pico, šel sem na brioš, pol sem šel še neki spit. Pol sem šel jaz nazaj v areno, ki je bilo že pozno, se neko da grem jaz zdaj prečkirati situacijo, koliko je kaj tle folka. Ne? Grem jaz nazaj do une moje luknje, ki je luknja še tle, folk nabil okoli ograje. To je bilo tako, zreči, arena, je bila vse ograje okoli, in en vhod, ki so bili redarji. Tu so bili redarji za reči in tu na drugem koncu so bili WC-ji. Tle ni bilo pa nobenega in tle je bila ta luknja. Ok, jaz to malo gledam to luknjo, tako enih 50 minut jaz tam gledam in pride ena do mene. Čau, kaj ti si tle sam? Jaz jo gledam, ja, zakaj? In tako pogleda mene, pogleda luknjo in jaz, de nekaj, ti jo tudi gledaš. Je rekla, ja, gledam, veš, mogoče se bom sniknila spodaj. Tako da shoutout random Bosanka, je bila iz Bosne, smo malo poklepetali koškome. Bošnjakinja, pravilno. Shoutout Bošnjakinja, koškome poklepetali in sem rekel, dobro, lej, jaz čakam zdaj, da se bo stebnilo, grem v avto še malo napolniti telefon, je rekla, dobro, Kaj si napolnil še njo mes? Ne, sem rekel, imam punco, Jure. Sem rekel, lej, jaz grem zdaj napolniti na telefon, mi počakaš, da gremo noti skupaj, je rekla, lej, A skupaj ste šla? Ne. Na koncu nismo šli, ker je rekla, če prejš nazaj in meni, ali sem notri, ali sem šla, ali sem odbili. Dobro. Grem jaz lepo napolniti telefon, se preoblečem, zato ker sem imel eno oranžno majico, če sem dal eno črno, da se mi ne vidi. In ko se je začenjal koncert, nekdo na odru je malo lih brang zabrenkal in luči so se malo zaprle in vsi poludili in se zalepili na ograjo. To je bil oni prvi, evo, prihajamo na oder, nismo še na odru. Jaz pišem lih moje okaj, se je začelo, ne, zamujajo 3 minute, zdaj bojo prišli. Hudo, dobro, uživajte. In pol drugi brang, spet še več ljudi se dalo na te ograje, zgasnil luči in se rekel, ok, zdaj vidim situacijo, folk bo šel v zrak, vsi telefone čez ograje in se bo zatemnili luči. Pol sem rekel, ok, cool, in sem čakal, lepo sem si dal v Borošov eno roko, nizki štart, so mi naredili največjo uslugo, ko so prišli na oder, to je poludilo vse in zgasnili vse luči po vsej areni zunaj notri. In v tej sekundi jaz, ok, samo šprint spodaj pod luknjo, sklonu, 2-krat se porinu, folk holi, ideš, greš.
jaz pičem mimo radarja, vzamem jaz telefon, čau, evo, vem, prihaja, evo me piči mimo, noben me nič ni vprašal. Te niso videli radarje? Noben, samo mimo nisem šel. Čakaj, kako je bilo? Čakaj, je bila luknja? Ne, to je bilo tako. Ja. To je bil vhod. Ja. To je bil vhod in tudi tako je bila ograja. Ja. In tu so bili WC-ji. Ja. No, in tle je bila Radarji luknja so bili pri tle in WC-ju. so videli tam. Ja, bolj, če bi gledali, bi videli. Aha. Ampak sem čakal ta moment, ki tudi radari, veš, pa so na koncertu od Imagine Dragonsov. Čim se je poludijo, vse tema, tudi pri njih je bila tema, oni niso imeli noben luči, tudi oni so se obrnili na oder in so vsi gledali. Jaz pizden hitro, grem mimo njih in pol kar naenkrat si sredini česar. Ker vsi ljudje so ali na svojih stolčkih ali nikjer. Jaz, fuck, kam zdaj? Jaz sem bil kar na nekem travniku, notri v areni, pizda, kaj zdaj? Skočim na nek zid spodaj, prijem med nek folk, jaz sem zdaj, ok, cool, jaz moram priti do moje, ki je bila na sedišču. Grem jaz med unimi hodniki, tam žive duše, samo varnostniki. Čau, koškome, grem jaz tam, prijem do prvega stojišča, oni meni, ne, rabiš karto za biti tle. Sem rekel, dobro, član, šel sem stat, moja ima punco karto, dobro, me spusti. Prijem jaz gor na stopničke, vidim tako folk spodaj, najdem jaz mojo punco. Ok, pol pizda, zdaj frka, it na drugo stran stadiona, prijem spet, goruni spet, kje imaš karto, za nek član, ne fukaj, šel sem stat, pustim pri miru, oni, dobro, ajde te pustil. Nič. Sem rekel, daj pusti me, stari, šel sem stat, dobro, ajde, pejdi. Prijem lepo gor, se malo, čakajte, samo malo, čaki, samo malo. Prijem dol do punce, njej nisem nič povedal, da se bom sniknul in samo tako, jo objavim, fuck, te so ful dobri, kaj niso? Ona in kolegica ponoreli, ful dobro, koncert je bil ful dober, ful smo imeli lepo. Kaj so imeli kakšne zapestnice, ne? Ne? Ja, če imeli zapestnice, bi te hvatili. Ja. Nič niso, so pokazali vsi sprintane karte in so spustili notri. In koncert je bil vreden vsakega evra, moram povedati. Čeprav to je malo security bridge. Kaj če imel ti pištolo? Ne, to sem jaz razmišljal. Pač, Bombo, da bi imel ti. tako nič. Ja. To je ful slab security drugače. Ampak veš, kaj je bilo fora? Zato, ki ta ograja ponavadi ne moraš iti skozi, ampak je bila, en del je bil na pločniku, en je bil na cesti. In je bila ful dvignjena pol. In Nekdo je bil šlampon. Pol si lahko šel tako lepo skozi. Ki če bi uni pločnik, pač ograja bila ne na pločniku, ampak na cesti, bi bilo vse lepo zaprto. Ampak so malo tako naredili in pa sem rekel, dobro, bom jaz to izkoristil. Si se izvuko, dej. In sem prišel dol in je bilo ful lepo. Priporočam koncert, ful je bilo lepo, ful so hudi v živo. Si rekel, da je le brez majice, ki poje. Fuck, ima hudega pevca. Ima ful hudega pevca. Ne, ima hudega pevca. Sorry, kot tip lahko ga pogledaš in rečeš, da je hud tip. In je hud tip. Ne vem, nisem ga Kaj, gledal. visok? Visok, nabit. Ja? Lihuno, ni preveč, ni dober tip. Ima frizurco, dober tip. No, Še dobro homo, poje, dober tip. še dobro poje. Dober tip. V glavnem, še ena taka je bila, to sem jaz vse objavljal. Pred mano je ena ženska vzela balon, ki so spustili balone, vzela balon enim 4 punčkam iz rok. Prav zgrabla ga je in mi smo vsi bili za njo. Ne, bila mama? Ne, kar neka ženska. Tako neka 35-40-letnica vzela balon otrokom, nekim random otrokom iz rok. Smo bili vsi, come on, teta, dej, pusti balon. Ne, moj balon, dobro. In pol je prišel en mali zraven mene in z vso močjo z nogo in nabil ta balon iz rok. Ona popizdla in mi smo vsi se pač smejali v face, pol prišel še en balon, vzela še enega in spet ene 2 punčke tako, da ga samo pač porinejo, da ga vajbajo. Ona ga vzela in ga šla spraznit. In smo mi tam vsi okrog nje, teta, kaj delaš, tako da ne bi taki šupki na koncertu, ne, lepo prosim, pejte ga vajbat. Čakaj, in kaj pol je vzela oni balon? Ja, ga vzela in spraznila in pač... Za spomin, kaj rabila? Se vrta navaden balon. Ja, ne vem, očitno za spomin. Ja, Ali je bil kaj pisan gor, kao... Nič, velik rumen balon, to je to. Škif. Kaj ti si nek kao oni warrior za pravice ljudi. Ja, jaz sem se več ukvarjal s to žensko, ko poslušal koncert, ki pravi bilo, da je ženska smešna. Prav ne moreš tako delati. Ne moreš, ker ni bilo lepo. Glavno, če ne koncert, priporočam, ful dober, ful hudo. On je tudi rekel, so prvič na Hrvaškem igrali in je rekel, ful dobra arena, tako 2000 let stara arena. Je rekel, za njih je hudo tle imeti koncert, meni je bilo hudo tam biti na koncertu, jaz sem prvič bil v Puli v areni. Pač ambient je bolan stari. Na eni točki je imel menda eno pesem a kapelo in se samo vse odmevalo po stadionu, pač tako sick fucking feeling. Jaz sem rekel vedno do zdaj, da ne štekam koncertov. Ne štekam. Zdaj malo bolj štekam. Zdaj malo bolj... Ko plačaš, gledaš drugače, ne?
In ko se pripravljaš, da si tam, gledaš na to drugače. Ne hudo je bilo, sem pol sprda moja šla, ona in kolegi so šle tam ful prej, da so dobile mesto, so čakali tam 1 uro, 2, pol je bila še predskupina, so čakale. Jaz šel lepo na pulo, izlet puli, se najedel, napil, sem prišel na začetek. Tako da šarout pa pupa in kolegica Petra. Tako da bilo je lepo, bilo je 12,000 ljudi. In eden. Sigurno je bil še ena tvoja kolegica iz Bosne. Ja. Me zanima, če je bila res, zato ker je delovala bolj fina. Je imela neko belo majčko, nek ruca. Tako, delovala je fina, ni delovala, ajde gremo se sniknit not. Tako da, kolegica iz Bosne, upam, da ti je uspelo. Zaprta zdaj dol puljo zaporka. Tako da to... Kaj si jaz bil, če bi te dobili, kaj bi bilo? Kakve batine bi Miš, da bi klicali policaje? Ne. Ne, sem študiral. Če me Mislim, dobijo... ne, policaj ne, ampak batine bi bilo dobro. Ne, batine. Ma so bili tam neki kekci. Miš, da bi dobil batine? Ne, vzgojno tako bi dobil. Ne, ma ni šans. Miš, da bi dobil? Ne, ja? Ne, je bilo ratio, je bil od 10 Če bi redarjev. jaz varnostnik, da vidim, da so šunjamo. Ne, miš, da bi dobil batine? Od 10 redarjev, 3 tipi, 7 ženske je bilo to. Tako da veš ono. Ja, sej. Dobro, mislim, to je ženska, ne. Ne, da bi se lih trudila, ne? Ja, ni taki, ne. Ma nema se študiral, pač najhujše je ti reči, kaj te delaš in te fukne ven. Ja, okej, ja, lahko In bi te to ven, če razumel. ti kdo reče, zdaj počakaj, bom klical policijo, pač jim spizdiš. In spizdiš. Pa to raje policije, po mojem, ne. To ne. Samo Eno fuknejo te ven. vzgojno, po mojem. Fuknejo te ven in to je to. Da probaj še enkrat, kaj pa nam javi. Bom prav drugi, če bo še kaj. Gremo moja pupa drugo leto na koncert na Dunaj od Coldplaya. Sem rekel, če rabiš prevoz. Tam pa se po mene boš veš šunjal. Ja, tam težko. Sem študiral, če sem dovolj lud, da to snemam. Kot jaz se plazim spodaj, sem rekel, da ajde, ne bom riskiral, bom samo objavil 1 slikco, 2. Tako da Imagine Dragons pula, bilo je ful lepo. Priporočam. Špeh, ko je bil kaj tvoj teden? Škifo, mislim, kaj da vam rečem, pobirati krompir, pomagati kaj doma, nič barke, bil sem neki gor pomagati malo, v Sloveniji. Pridem. Kje si bil? Nazarje. Nazarje. Upam, da sem prav naklasil. Nazarje. Nazarje. Nazarje? V Velenju dol naprej. In kako je bila situacija? Magrave je, ne. Mislim, tako bom rekel, ne, vsi smo neki pametni, ko pisarimo in ko gledaš po televiziji, ampak ko priješ gor je malo drugačna zgodba, ne. Tako, niso lepe, tako bomo rekel, ne. Ali bomo neki zamorili preveč, ma. Je prav, da se pomaga, no. Tako da ja, to je bil moj teden. Nogomet sem šel igrati en dan. Ne dosti, ki da moram. To je to, več kot toliko. Kjero pozicijo igraš? Vse. Nič. Ne, kaj je, mi igramo itak mali nogomet. Velik sem končal igrati, ko sem imel 25 let. 24. Tam sem naredil kilažem, pa se mi ni delo več. Zdaj neki razmišljamo, da bomo naprej šli igrati. Treba vršiti dole nekih 3-4 kil. Pa bomo videli, če bo šla. Miš, da bi naredil, bi znal fukniti 30-40 kil zdaj? Ma enkrat sem že vrgul, ne? Enkrat sem vrgul 30-40, je bilo ful dobro, ampak pol sem končal tudi v Izoli, v bolnici. Ja, ki si vrgel na uni način, da nisi jedel. Ja, nisi jedel neki pašte, kruha, neke monade, varje in pol je bilo neki ščervesi in ne vem, kaj s črema se vse nekaj zaštopalo. Sedaj, jaz sem tak, da sem bil vedno neki v športu, tudi takrat sem shujšal, noge so ostale iste, tako da ni, da ki... Sem bil vedno neki v športu, sem vedno tak. Ni, da ki imam samo trebuh, ne, sem imel in noge in vse. Tako da bi se dalo, samo treba se dati malo skupaj. Treba malo manj tega, pa ja, mogoče... alkohol te krne, verjetno. Ja. Alkohol, te rojstni dnevi, ta rojstva. Zdaj, to je, mislim, Poroke. Mislim, leto smo imeli z mojem, me zdi, da je bilo kad so 8 ali 9 rojstnih dnevov, okroglih, ena poroka in 4-5 rojstev. Enih smo jih še rešili, ene še moramo. Tako da... Ja, tam se dosti pije. Da. Ja, da se pije, da ni vsega, razumeš, se je, tako da... Pa kje, ko priješ do teh let, ti si tam, ko začne generacija tvoje 30, 40, to, ti cibanček... Moj? Ja, da proslavimo, ne? Moj otrok je še notri počiva. Jaz sem danes imel ene sanje in se mi je porodilo v sanjah to vprašanje, sem rekel, perfektno vprašanje za na podcast. Toliko sem se jaz nasmejal, da sem se zbudil. V glavnem, zdaj vidva dobista novo službo. Ful dobra služba. Nema veze kakšna, ampak tako vaša tiposanska najjača služba. Ja.
In pol zveš, da to službo si dobil samo zato, ker tvoja mama je potegnila šefu Luleka. Obdržiš to službo ali si To je tipo Forrest Gump vibe. zdaj ne morem imeti to službo. Okay, kdaj to izvemo? Pol, ko dobiš že službo, si 1 mesec, 2 v službi in zveš, to službo sem dobil samo zato, ker ga je moja mama šefu. Kaj ste bila zaljubljena? Ne, samo da ti dobiš službo, zato ga je šla ona potegniti. Aha. Ja? Je bilo to pri Forrest Gumpu, da je prišel v šolo? Jaz ne vem, kakšen Forrest Gump si ti Kaj gledal. nisi gledal Forrest Gumpa? Veš na začetku, ko oni bi mogli biti na skrajšem, ne bi mogli iti naprej v šolo in njegova mama To se ful ne spala. spomnim. Njegova mama spala z unim Ravnateljem. ravnateljem. To se ne Samo ne spomnim. pokaže direktno, da mama spi z ravnateljem, ampak se je pač je scena, ne. V glavnem, pa ja, če se je že potrudila, kaj bi to vrgel stran, zakaj? To sem tudi jaz delal, že če se je potrudila. Reoma je šlo vse v ramengo, ne? Obdržimo službo, kaj? Drži službo? Ja, kaj češ drugega? Obrziš in kaj? Da ne obdržiš službe, imaš samo mamo, ki je potegnila. Vse drugi ne vejo. A vejo to i drugi, ali ne? Ja, veš, da zdaj hoj znak. pač ti ja, veš, ne vem, ti ti mi veš. povej detajle, razumeš? Ne, Treba ti veš, to ti vse- veš, ti veš. Ti veš, samo ti veš. Un pompino, no rovina na vito. Samo lahko poboljša, razumeš? In živeš, bo živel s tem, da to službo imaš samo zato, ki ga je mama. Ja, ma pol pozabiš, razumeš? Ma ti narediš svoje uno, narediš šolde in pol vakagar, kaj? In koliko časa delaš pol v tej službi? Ja, to, da ga je če mama, sanska služba, glede na to, da bomo delali za Jurija, ne? Ali pa za 500 evrov. to, da ga je potegnila, bo zavedno. Ja, Ora ima še služba. my man. Ok. Ne, se strinjam, sem jo, ja, že če je naredila, je, hvala. Mislim, če ima opcijo, da če bomo ga vsak mesec mogla, ne? Da ti to zveš, bi obdržal ali ne bi obdržal službo? Tu ne, tu smo že na tankem ledu, ne? Ok, ampak veš tako pol leta v službo, da je ona ga 6-krat mogla zate. Ja, da pol že če 6-krat. Mislim, če njemu paše. Ja. Ne, za ta primer bi rekel hvala mama, ampak ne rabiš več. Ne rabiš več. Ja, Jure, Ne vem, nisem razmišljal o tem scenariju. ja, zdaj si ga ustvaril. Ne bi hotel, da ga še. Ti bi rekel mama dovolj. Ja, valjda dovolj, stari. Pol leta, veš, koliko to. Dej, Nec, kaj poveš še kakšno štorijo zabavno, ki jo imaš? Ti si tak zabaven človek. Fiks imaš kaj zabavnega za nas. Ma ne, jih imam dosti. Zdaj smo imeli, prej smo govorili o teh rojstvih in tega. Vam povem štorijo, ko sem jaz postal stric. Je bilo tako, da zjutraj se zbudimo, pride moj brat in mi reče kao, Nec, danes boš postal stric, nedelja. En dan prej je bila ne da ukraden, ali ne vem, kdo je bil, mezdi bila ne da ukraden v Svetem Petru. Še sam Bog ne ve, ko je prišla gor v Sveti Peter. Ja, zaključek so imeli rokometaši Kopra, to je bilo to. In valjda smo bili nabliskani, ne? In zjutraj se zbudim, on mi to reče in jo vzamem 500 evrov, sem imel v njih viola in grem na letališče. In na letališču kupim alkohola Boga Isusa in grem na nek krst, ki je imel tam mali od mojega bratranca nek krst. In vsi kao, špeh, kao, Nec, čestitam si stric, ne, nisem še pizda, ne vem, kada bo rodila, ne, kada bo hitla ven. In pol rečejo, ne, ma je že rodila, porko ladr. In pri nas je tako, da ko ima nekdo rojstvo, se noben ga ne vabi. Je vedno puna hiša. Pri nas na vasi je, če nekdo rodi, je pač vsaki pride, je rodil, ja, pride se ga nabliskati, razumeš. Je pač tako je na vasi in jaz se vozim domov in kadim in govorim z bratom, ne stojite tega dela, kadim, govorim In govoriš po telefonu. In uspod, ko mi on reče, kao, braco, si nabavu alkohol, sarkolej, zmenjeno, sem z levo roko hotel menjati komat v avtu, na radiju. In magično sem šel v en fasav na streho z avtom. In me kliče mojega, ne morem klicati mojo mamo, ki je paničar, ne morem klicati mojega brata, ki je v bolnici, moj tate doma. In kličem bratrance, kao, dej, pridi sem in on pride in tako me gleda, dio porko, kaj si naredil? Avto tako na strehi, sem rekel, kaj ne vidiš, pizda? Primi tle, alkohola je bilo polno, tako pač polna streha, ker je avto biti tak na strehi. Hvala Bogu smo to neki pobrali in smo prinili tam avto v žbunjo in smo šli pit, ne. Po 5-6 dnevih smo rekli doma mami, da sem šel na streho in da avto pač je totalka, ne. Glavnem avto ni bil, nič ni bilo celega na avto, njente. Kjer je avto to? Fiat Stilo.
Po 2 mesecih sem ga kupil in je šel. Ma novega, kaj nove? No. Ne, na avtoplusu sem ga kupil, ne vem, 2 jurja, 3 mesecev sem imel in je šel na streho. Čkomar. Je to preživelo alkohola? Ja, hvala Bogu, ja. Ker je bila pač nedelja, nisem imel kam Staviš, iti. ko se kotalijo na nejc. Ja, Oni jarko not. Gran. Štikom, štikom in... Meni ni bilo nič, hvala Bogu. Ma samo plup ali še kaj? A ne, Kotalil. prvo v fasal, in pol na bok, in pol na streho. Okej. In pol si se, kako si prišel ven? Kako Ne si vem, ne prišel spomnim ti se, ven? to je bilo 8 let nazaj. Pa se ti je Kar malo nek. zabliskalo, tako si bil, ki je ono malo... Življenje ti je flashnilo? Ne, to ne, ker sem bil tako malo tako vesel, bom rekel, da smo kulturni. In je bilo tako hitro, da ne, vstaneš na adrenalin ti dela, 100 na uro gledaš, na tebi ni nič, pogledaš, če je kakšen avto, da ne kakaj kagada in tam avto parkira. Pač vrlo pogledaš, da nisi koga, ja. Ja, drugega. itak, ja, to je bilo itak v Dragonji, tako da, ko je znat, ne. Se zgodi to in to, stari, se zgodi vsakemu, kaj češ. Kaj imaš še kakšen nasvet za ljudi, ki bi radi prišli na radio, kako se tega lotiti? Ljudje, ki hoče priti na radio, ne stojite. Ne, zbam se. V glavnem delajte ono, kar vas veseli. Bodite to, kar ste. Ne stojite nobenega neki oponašati ali probati biti nekdo drugi. In če vam nekdo reče, to je shit, ti si drek, ne tega poslušati. Jaz sem tak, da me točno boli briga, kdo ti kaj reče. Je cool dobiti kritike, ki ti nekaj pove, dobesedno, ne vem, nek ti reče, ošpeh, tvoje fore so za en drek, zakaj? In ti ne zna reči, zakaj, ne? Pač ti reče za en drek. In ne zgubiti samega sebe, ne? Pač ne se prodati, jaz sem tak, da se ne bi prodal lik za vsak evro, ne? Ne se kdaj proval, ste kdaj kaj mikalo, da se kaj provaš? Prodati? Ma ja, ampak še vedno, da sem to jaz. Ne, da jaz prijem tam in govorim čisto slovensko, ne smeš raditi po moje in ne vem kaj, ne? Jaz sem tak, da ustani to, kar si. In vsak človek je poseben po svoje. Zdaj, če vsak nekoga hoče imitirati, ko ženske, stari, če bo šel naprej ta botox in to, bo čez 20 let vse iste. Ena bo ena malo bolj debela, ena malo bolj suha, ena bo rdeča, ena bo črna, bo pač una barbika narejena in to bo to, ne? In bo vse iste. Misliš, da tam hodi svet? Ma mislim, da se razvijamo v to, da gremo proti temu, ne? Proti nekih idealom, proti temu, da to je vrh, ki je tam, je pa drek, ne? Mislim. Misliš, da se to dogaja? Jaz? Ja, ne vem, največ tle imaš ti te pupe čez. Ma mislim, da ne opazim še tega, no, toliko. Ja, forši ti, ne, ti opaziš? Ne, dobro, ti. Ne, me se zdi vse, da so še vedno tako drugačne ali kaj. Mi se zdi, da imajo ful več problema žene in to glede teh idealov, ki jih recimo, vidijo, vem, to če jih nima ubija riti, bolj, nima jošk, to se pri sekirajo nas je ful. bil ideal, ne vem, Rambo jebote, ne? Budemo biti Rambo, zdaj pa ti vidiš na Instagramu nekega nabitega. Mene me to boli briga. Ženske meni se zdi, da jih bolj boli, ko vidijo neko goro. Jih bolj to, ne, zakaj jaz nisem taka. A se mi zdi, da tipi ono, veš, ko se pogledamo, se vedno zdajmo dobra se. Ja, če to je vedno tako, to je itak, da ja. Pa se ni, veš, ono, držiš malo tako, si ma, dobro. En dan v fitnessu stari. Ja, ženske so puno, nisem. Ja, itak, mi smo ono, se to. Ne, je itak, da je tako. Veš, ono, se če hočem, kaj? Ne, če bi hotel stari, en teden, naredimo kar češ. Se zadovoljiš tem, da veš, da lahko. Ja, itak, zadosti, kaj je treba? Če bi hotel, bi lahko. Pa tudi ono, res, ženske ne gledajo, če je tip nabit ali tašen ali onak, pač njih briga, ko se počutijo po moje okoli tebe. Bolj kot drugo. Kaj misliš, da je tvoja najboljša kvaliteta? Kaj pri ženskah, kao? Ali nasploh? Na tebi. A na meni? Ma kaj sem? Nič. Simpatičnost. Bi rekel, da si simpatičen? Ne vem, kaj bi ti rekel? Kaj bi ti rekel za me? Ajde, prvič, dobro, poznamo se, nažalost, ne, na srečo, ful malo časa, ne, realno. Jaz sem študiral, kdaj sem jaz tebe prvič videl in tako je spoznal, da te rečem čau. Kakšnih 5 let nazaj. 5 let nazaj ni šans. Dobro, manj let nazaj. Če si ti spoznaval mlade fantke. En mi je plačal, da sem fotograf na neki dekanski nogometni tekmi, šel jaz tam slikariti. Tam so biti voditelj ali neki tam malo košakom. Dekani.
v Dekanih je bila neka nogometna tekma. Bolnice so igrale med sabo ali neki, ali doktori so igrali med sabo. Ne, igrali so v Ne vem, bistvu kaj je te banke in vem, da so bili firme so igrali v Dekanih. Ne vem. In sprav sem študiral in vem, da ti si bal ti tam neki iz politike. Ja, to smo imeli, ja. To se spomnim, ja. Poslovna liga Ne, se kliče temu, ja. Ja, vem. Tam si bil fotograf, kao. Cool. Si kar napredoval v življenju. Tako je. Ja, ne, pol sem študiral, ono je bilo tako smešno. Tip mi je lepo plačal, da jaz tam slikam. Melih najboljše, ne. Ampak ja, tam sem lik tako, čau, kaj ti, evo to je to. Ni, da smo kaj rekli. Pa jaz se te ne spomnim. Jaz te spomnim, ne vem, zdaj to. V glavnem te je to, kar si delal. Te vide in te kagade to. Zdaj bomo mi tle še lepo javno, on the mic. Kaj si ti skurcal člane meni? Ja, itak. Zdaj si tle. Itak. Ne, zdaj to razloži. Ne, jaz sem vedno tak, da jaz povem iskreno, ne. Jaz povem iskreno, kar je drek, kar je dobro in kar je poprečno. Okay. Pač člani ste, ali je bilo malo shit, ne. Tipo, nisi spremenilo dosti, veš? Ma kako ne? Če smo bili shit, smo še zdaj shit, veš? Pa se kaj, čakaj, vsi le kakšne goste bavimo. Ja, okay, je kar boljše, ne, kot štarta. Ne kar shit. Je kar shit. Ja, da pa se ful ne gledam, neki dosti ima. Ne, ajde, ma če gledaš od začetka do zdaj ste neko napredovanje ste naredili, ali ne? Ne, kje se je tebi spremenilo mnenje? To me ne zanima. Če se ti je. Meni se je spremenilo mnenje, ko sem spoznal tebe osebno, ne. Ker sem videl realno, da si fantina na mestu, ki ima ful nekih dobrih idej in v temu, kaj bomo rekli, v videih in v temu kagadi vari. In sem rekel, Kaco, lahko sploh ni tako slabo, ne. In sem rekel, gremo, vidimo, probamo, ne. Okay. Na začetku pa je bilo tako, ne vel pogovor, je drag, neki se dajo med sabo, sem rekel, to ne pelje nikamor. Gledaš malo drugače, ker sem delal na radiju in meni podcasti nasploh so mi bili kaj škifom, 3 kurci, ki sedijo in govorijo monade. Ampak sem pa tak, da povem direkt, da ne skrivam sploh, ni da ki sem zdaj ne, nisem tako rekel, ne, po mojem si falil. Ja, se zdaj rabi promocijo za ta šov in je prišel, ne. Tako da, ne, si ful priden, ne, kar se tiče tega, se hitro menja. Čakaj, pa samo on. Ja, realno, ja. On je v bistvu dal to na tako, prej je bilo tako, zdaj je tako, ajde. On je dal na boljše šov. Ne, sem cenil to, da smo tako malo klepetali. Fuljak, vse kaj delaš, člani kind of shit. Ja, itak. In zdaj je tako, zato me je zanimalo, kje si malo spremenil mnenje. Itak, ker sem mislil, da je v bistvu... Si dal šanso? Ja, sem dal itak, treba v življenju vsaki stvari neki dati šanso in probati nekaj novega, ne, da vidimo, kako gre. Ne bom pa tega delal v lifeu, ne. Se ne najdem notri v teh podcastih, da bi to neki delal, ali to ne. Ampak ja. Probaš, vidiš. Greš naprej. Ja. Za na konec imaš ti kakšno vprašanje za nas? Zdaj, ki si tle, kaj lahko kaj vprašaš? Po mojem, to so vsi tako vedno spraševali, vedno ta glupo vprašanja, kako ste štartali podcast. Ne, še kaj drugega. Kako bilo to in tako vedno. Si ko naša članiška to vprašanje. Ok, gremo na take bolj. Ti vzame, ker pač ful težko bi bilo, da ti vzameš njemu punco, ne? Pač to je primerjava. Kaj si to izziv? Tako da, ali oboje stransko, ne? Pač on vzame tebi ali pa ti njemu. Ostanete to, da delaste naprej biznis, ampak ne govorimo to, se spoznate na ATP-ju ali pa ne vem, na Imagine Dragonsu in tam je všeč in pač Jure pride, ne? Pač ste v neki vezi, tu je... Vsak dan se dajete in pol zveš, da te prijatelj zajabo. Ker ste ful dobri kolegi, ne? Koliko vem, ali? Ja, v redu smo, ja. Ja, okej. Ostanete, delate naprej biznis, ali? Ja, z moje strani ne. Ne? Jure? Kako bi podcast razdelili? To je največji brokov, pač ne greš fukat punco ali pa bivšo. To pač ne greš. Ne, sprašaj za punco. Ja, torej, čakaj. Niti bivšo, ne? Čakaj, Jure te ne bi dal bivše, res? Ne, če je bivša. Fuck. Ma bivša... Ma če je bivša. Če je bivša, stari.
Ne. Zakaj ne? Mislim, zato ker princip, ne, če se zaljubijo, poročijo. Okay, ja, Ej, okay. bodi. Mislim, zdaj Ja. Mislim, pizda, jaz bi rajši, da se daš dol, kot da se poročiš z njo. Ja. Ne, pizda, noče, čakaj, da si ti ne. poročen z mojo bivšo. Ne, čakaj, jaz tako vprašam. Veš, ti konča s punco in pol ga Jure, ali medtem, ko ste vi skupaj, te prevara z Juretom? Samo je ona kriva, pizda, ne jaz. Ja, Boj se tiho. to- Čakaj, to sem kaj? čakal. Čakaj, vidiš, si v zvezi in te prevara z njim, Ja. s kolegom. Ja, pač oba dva sta šupak in mi tle končamo. Kao ona kriva, ti šel z mojo punco dol, ta fuck? Ja, sem jaz naredil tako. Ja, ti si naredil tako, Mona. Ja, ma. Ona je naredila tako, ti bi rekel, Čakaj, mogo reči sorry, ne hvala. ne, sorry, to je spet 70-30. Ona je imela Ne. fanta, jaz nisem imel punce. Ti si imel kolega, jebem ti, sorry. In kaj bi ti naredil? Kaj? Kaj? In tu končamo. Ja, tvoja punca gre z mano. In kaj, mi smo cool. Pa ne vem, malo biti na lomu. Ja, ne, jok, Podcast bi pizda. predeljeval, po mojem, ali kaj? It's business, bro. Ti to. Kaj pa naj ti naredim? Kurac, ti bi bil nadrkan, stari, dokler te poznamo. Na. Ja, do prvega, ne, do naslednjega. In lahko. kaj bi naredili? Bi rekli, kaj člani bi zaprli kanal, kaj bi naredili? Ja, ne, Ne, kaj bi naredili, evo. ta fuck. Kaj bi zaprl kanal in rekel to. Baš ta, hvala, je bilo lepo, Ne, se ga bi vidimo. posneli še en zadnji tipo Ajde, podcast, še da bi rekli zadnjega- ono, še zadnjega bi posneli. Matej je idiot, Jure je idiot in Ja, zato tako končujemo. razčistili bi, In kaj pol bi, kaj te luči bi, kaj bi naredili tle? ja, prodali kaj, dali čikas, ne vem, to je to kaj. Čakaj, Ali bi pol naredili, recimo, jaz CHL podcasti A na I. a bi se kaj že zmedli. Ja, če bi bilo dosti denarja v igri, Kako bi editor razdelili? Ej, to ne sem jaz nabavil, jaz ga vzamem. Jaz ga plačujem. Mi ga plačujemo, naš radio ga plačuje, lepo prosim. Z radijem. Imamo preveč biznisov skupaj, da zdaj se gremo zabavati. Ne bom šel z njegovo punco. ja, vidiš. On je rekel nič, ima nič Kaj? tiho. Ja, ti moraš tisto dati, ne isto obljubo, ne, nikoli ne boš petljal se. Ja, ma Mislim, desetke. jaz provavam Matejeva, pa je ne morem. To je. Ja. Ne, jaz, evo, zdaj na kameri ne bom šel z Juretovo punco. Ever. Ali bivšo punco. Ali bivšo punco. Lepo od tebe. Tako da punco od Jureta in bivšo od Jureta ne me kontaktirati. Lepo od Ker bom tebe, rekel Matej. ne. Lepo od tebe. Gremo naprej. Lega. Ja, kaj se tebi zdi, ti bi nadaljeval, če bi bil v taki situaciji? Ja, ne, valjda ne. Ja. Ja, valjda ne. Recimo, odvisno, kje tvoja bi bila. sovoditelj spi s na radiju s tvojo punco. Ubalo, stari. Kaj bi naredil? Suzi s tvojo punco. Kaj bi Ok, naredil? cool, kao. Se Kdo bi pridružiš. mogel biti odpuščen? Ti ali on, ali noben? Kaj? Če recimo tvoj sovoditelj, ne, spi s tvojo punco, zdaj, na novem radiju, če boš delal. Pleska. Pleskaj in nadaljuješ na mene. Ma ja. Veja. Kdo bi mogel iti, ti ali on? Ja, greš ti, ali on. Valjda. Ja, Kako bi? Kaj mu daš Zakaj? ti odpoved? Kaj je on Moraš mu dati kriv? Saj on ni odpoved. nič kriv. Verjemi, da, Valjda je kriv. verjemi, da dobi odpoved. Kaj ima veze to z njim, da je on spal z njegovo punco? Zakaj mora on ostati brez službe? Ne on, ampak so voditelj. Ja, kaj mora on ostati brez službe? Kaj ima veze? Ja, ma veš, ki se razdre dinamika. In avtomatsko se razdre dinamika na radiju od firme, firma ima ta šov in ta šov. Ja, ma kaj pol ni ne tudi on kriv, da je našel punco, Kaj je tako huda? Ja. ki rada da? Radodarna. Ja, kdo je, mislim, oba sta kriva. Ja, ne, ta fuck ne, what the fuck? Kriva je punca in unik je šel z njo. Ne, v bistvu so vsi tri, ne? Vsi tri. Zakaj? Zakaj? Zato, ker si tak lolek, da te je punca prevarala. Točno to. Je moglo priti do tega, Ja. da te je prevaralo. Prvo je to, drugo je to, da... Ja, ampak ne. Ja, ampak ne. Ne, ta tretji ima malo manj, ma je blizu tega, da je kriv, ne? Valjda nisi nič kriv, ta fuck, če te je šel nekdo prevarati z nekom. Ja, ma je imela razlog za to, ne? In razlog si ti, mislim, v tem primeru. Razlog je, da nekaj manjka na tebi, ne? Ne? Dobro vprašanje je dal. Kaj? Ja, dobro je rekel, dobro nam je dal, ne, vprašanje. Ja? Naredil celo dinamiko. V glavnem, kaj se zgodi? Torej, nič. Ne, sorry, nisi ti nič kriv, če tvoj partner te gre prevarati, ta fuck. Tle pač nisi ti kriv. Nisi kriv. Ja, ma zakaj je šla? Ja, zakaj njen fucking problem, očitno ti ni rekla, da neki rabi in ti nisi dal, ne vem. Kaj pa če ti je rekla, da neki rabi? In ti nisi upošteval, pol Ja. si ti šupak. No, torej, kdo je Pol kriv? pa končajte, če Ja, ne, ni za biti v zvezi, čakaj, in te končaj. prevara in pol. Kaj te prevara? In
Ti Ne, pove, ti pravim. Matej, hočem, da me ljubčkaš vsak večer za lahko noč. In ti Okej. rečeš, ne, fuck off, ne bom te. Ne, fuck off, po tvoje. Ja, moraš narediti nek kompromis. In kaj, okej. Ne vsak dan Okej. te ne bom ljubčkal, te bom ljubčkal enkrat na teden. Okej, recimo, rečeš ti, da ne boš, ne? Ja. In ona te gre in pol daj in ljubčke drugi za lahko noč. Ja, vidiš, to ni kul, ne? Iz kjegave strani, iz čigave strani. To ni kul z njene strani. Veš zakaj? Zato, ker zdaj... Zdaj boš rekel, da je uni tip kriv, da je dal ljubčka. Ja, tudi, ker vedoma tipa. Ker vedoma tipa, sorry. Ne, to je zdaj tako, midva smo zdaj ekipa. V bistvu In če greš ti svojo ekipo prevarati, si ti kriv. Tudi če tvoja ekipa slaba in je grdo od tvoje ekipe, da je slaba, da ti ne da podpore, ni šla ta ekipa zajebati. Ti šel zajebati ekipo. In to se ne spodobi. Zato, Ter uni, ki vara je kriv. ja, in unik je pomagal 100%. varati. Ter uni, ki vara je kriv. Uni je najbolj kriv. Kaj vprašam zdaj? Ja, No, uni je 100% kriv. Ja, ampak in uni, s katerim čakaj. te je prevaral, ni nič kriv. Če uni, s katerim te je prevaral, ve, da ima fanta ali punco, je isto kriv. Zanimivo. Isto, 50-50, torej. 50-50 so krivi. Jaz mislim, da je tle 70-30, ampak Špeha. dobro. Ne, mislim, vsi tri so, ne? Za temu se reče bermudski trikotnik, ne? Ne, mislim, dobro. Uni, ki je tip, ki je bil prevaran, je najmanj kriv. Jaz mislim, da je tako. Punca je 70, uni, ki je vedel, da ima fanta 20 in uni, ki je bil prevaran 10. Mnenje v procentih. Ne, kul, ja. Vidiš? Evo zdaj situacija. Ti imaš punco, te gre prevarati z mano, jaz vem, da je tvoja punca. Koliko smo tle mi krivi? Ona 70, ti 20, jaz 10. Še vedno. Ja, kaj pa? Ne vem, tle se ne strinjam. Mislim, jaz Če sem jaz vedel, da imaš ti punco- jaz bi se fizično nate spravil. Ja, ma če jaz vem, da imaš ti punco in tvoja punca te gremo prevarati, pač več smo fit. Dobro, več je ona, ne bom rekel kaj kot ti. Pač Ja, ti si mogoče samo- pizda, ampak ona je pizda. Ti si pač izkoristil ponujeno, ker ženska, da ti, če je s tabo seksa, se mora odločiti. To ni to, da kar... Je čustveno, je 50-50, čustveno. ampak eno je bolj kot drugo. Ampak je še vedno sta oba dva se odločila za to narediti. Ne moreš ti seksa, en brez drugega se ne more seksati. Ja. Lej, kot tip rečeš, ti je žal za tisto, ki jo nisi, ne za tisto, ki jo si. Tako da. Obžaluješ kakšno, ki nisi. Si vsako. Vsako. Ja, ma je res. Ena, kao veselo, vsako, kao. Ena. Ja, Jure, ba je ne bomo varali, en drugega. Če ne, Ti si dal za prisego. Ja, in ti? Lega ti pa, ajde. Obljubim, da ne bom z Matejevimi aktualnimi puncami A. in bivšimi puncami. In še danjimi, če bojo, kdaj. Ja, in vnaprej, kao. Aha, torej računaš, da šmo tu v prihodnosti punce. Ne računamo, več vsak svoj. To je zdaj drobni tisk. To je zdaj drobni tisk, lepo prosim. Neki Jure, Punca od kar nekrat, Matej? veš, ful šaljivec okrog moje punce. Ako škome, čakaj ti, blablabla. Od vseh mojih je bil on kar nekrat tako, frajer, on S tvojo šaljivec. bivšo sem bil fulor kolega in sem te jaz poznal z njo, tako da prosim. In z mojo bivšo. Ne spomnim, če Res si smo dve poznal. punce ti že. Svaka čast. Ta je tretji. Ne, ma nisem spoznal. Kaj je bivša? Kaj je bivša? Bivša sploh ni govorila. Blamutava. Malo je. V glavnem, zdaj gremo na naš najboljši del, vprašanja. Pred vsakim podcastom damo na naš Instagram, zato vsi followati naš Instagram, člani podcast, damo, da nas kaj vprašaste naše goste, tako da zdaj bomo prebrali, kaj ste vprašali. Jure Kokot, če stojiš na vlaku, ko se premika, pa skočiš, priletiš na drugo točko ali padeš nazaj na isto mesto? Na drugo točko. Če se vlak premika, Ja. na drugo točko. Dobro? Ker je hitrost, se ohrani. Aras Hrahaz, kako to, da si šel v strani iz Kaprisa? Kaj bi rekel? Premalo denarja, Denar, WC ni Zakaj? delal. Kaj, Tako. čigavo punco si stresel? nobeno. Nagare, da bi vstaj kako, ma ni bilo. Kaj je zvem? Rezultat vseh negativnih stvari, ki se je zgodilo v parih mesecih in vsega skupaj in nekako je bil nek touch, da rečem, gremo naprej v lifeu, gremo probati nekaj drugega, da ne ostanemo zmeraj tam, vedno v življenju se probamo reči, da gremo nekaj boljšega. Okay. Provare prekredere, rekel oni. Ista ne vem, ženska, moški, ne vem, ki ne vidim profilne,
Vprašal, raje ostaneš 2 meseca brez telefona ali 2 meseca brez mesa? Brez telefona. Jure? Fuck. Brez mesa. 2 meseca. Ja, brez mesa, okej. 2 meseca preživiš. Pa brez cej mesa, Nik je recimo vegan. Šarao Nik, vegan. Moj prijatelj Nik, vegan. Ja. Vegan, ne? Nik je vegan, on je tudi že več kot 2 meseca brez mesa. On je že, meni da 2 leti že No, vegan. vidiš. Šarao vegani. Ja, reči 2 meseca brez mesa. In da kaj brez telefona, kaj bi bilo toliko? Ma ne za drugo, Kaj ti bo meso? veš pač klici, SMS-i, vse komunikacije pa zgubiš. Ja, dobro. Kaj bi bil no, Marjan, kaj lahko pokličeš? In ti z mesom. Sploh ne TikTok in to, ne, samo pač komunikacija. Glavno TikTok. Ja. Mate Mekina, zakaj ribe ne umrejo, ko strela vseka v morje? Se umrejo. Samo v določenem Radius. radiusu. Tam je šus, ja. Marko _ Zajc 09, kako je prišlo do člani burgerja? Imamo člani burger v El Torotu, vsi čeknit, Jure, kaj še imamo? Imamo tudi najjačega barberjana, vsi čeknit, res dobro brije. Tako je. Prišlo je do burgerja, da je hodil jesti v El Toro, se rekli, kaj če bi naredili eno promocijo, se rekli, kaj če bi naredili svoj burger, da folk ima razlog, da prije k vam jaz, se rekli, ajdej, jaz in Jure smo šli tam, naredili svoj burger. Pej provat, ful dobro. Moram iti provat, ja. Ful dobro Je pa burger. ful dobro, v El Toro, to sem jedel, je brutal. Nisem pojedel vašega, ne vem. Zdaj prav na menuju, veš? Ja. Ja, sem videl, da je na menu, ja. Ja, vsi čeknit El Toro. Official.iko, kdaj bo prišel ven stand-up? Februarja, ne? Ja, do februarja je deadline. Do takrat treba vse narediti in takrat nekje bi moglo to iti ven. Januar, Dobro, Matej.Savron, zakaj ali Jure niste skupaj? Praši Aljo. Vprašaj Aljo. Bomo odgovorili na naslednjem podcastu. Tako, v naslednjem podcastu bomo predebatirali. Jaz in Alja bova se pomenila live. Irenej Zalokar, najbolj neumen trenutek v mojem lifeu. To vprašanje. Ja. Vaš najbolj neumen trenutek. Kaj to v lifeu? pomeni sploh? Kaj najbolj glupega, kar ste naredili? Kaj sem se počutil? Ja. Konoloskopija. Ja. Zakaj? Zakaj se njo imel? Zakaj? Vprašanje, zakaj ni? Zakaj se počuti neumno? Ker se počutiš neumno, ker ti nekdo tera neko cevko v guzico, stari, ni neki se počutiš, wow! Ja, ampak zdaj je neumno, bi rekel neprijetno, ma ne neumno. Ali pa ti paše, ne vem, ma ne neumno. Ma neumno tudi, Jaz sem imel gastro, sem padel skupaj. res. Ja. In to je najbolj neumen trenutek. Ne, ni neumen, ampak sam povem. Da sem padel skupaj, zaradi gastroskopije. To je usto, ko dobiš. Spomnim, se ti dajo nek šprej, da ti umrtviči grlo in ono samo, jaz sem bil takrat itak na pol mrtev, ampak dobro, to je bilo takrat. In pol sem samo padel, sem se zbudil tako čez 2 uri. Spomnim. _Bebar, ker vam je najbolj sproščen gost do zdaj na podcastu, ste super nač podcast. Recimo Aljo je ful sproščen. Ali je bil sproščen? Ja, ma njega smo ful poznali. Ja. To vpliva? Ne, si relativno sproščen. Ti si cool. Se vidi, da si navajen za to. Ampak da bi povedal vse, po moje ne poveš vse, da je bil najbolj tako brez zavor. Aljo nam je še kar povedal. Ja, Aljo. Kristina Zaron, kaj bi rajši izbrali? Biti v življenju brez toaletnega papirja ali brez zobne ščetke? Toaletnega Bide. papirja. Ja, bide, come on. Ja, pa z Ja, vodico. jaz sem ga vrgel zdaj ven. Nimaš več bideja? Ne, kaj vi imate bide? Ja? Ne, jaz nimam bida. Hodiš na bide, res? Ne, mislim, ga mama ga ne nucam. Ok, Ja, ja, ne, ne, jaz sem ga zdaj je 2 dana nazad sem ga hitel. A res? Ja. Ja, nisi si ga nucal ali? Ne, nič. Ja, To je meni... tvoja maroža, verjetno. Ne, noben. Greš še po tuš, stari, hitro je, greš po tuš, opereš uno Ma ni spodaj, kar bolj imaš za hitro. uporabo. ali- Ja, valjda, ja, Kaj, jaz nisem nikoli uporabil življenja bideja. Mislim, zato, ker je namenjen, ga jaz nisem že uporabil. Jaz Ja, si pil jaz tudi vodo, a tam. Moj nono ima njivo in bide uporablja za pranje nog, ko pride iz njive. Ja. Pač, Ja, ampak Ne spet, vem. ti imaš 80 let, ne? Ti delaš na neki kampanji in ti priješ domov, ti se moraš sezut in pol te noge ti moraš dvigati notri v ta bide. Ni lažje to tuš. Kaj ni bide fora, da se usedeš gor in si Ja, če si pereš noge, vid. kako se boš sedel? Ja, ne za noge, ampak bide, za kar se uporablja, zato ima tudi pipo, da lahko ti... Ja. Ja, Ja, no, nisem jaz bida ne človek. vem, nisem. Jaz bi pač imel ono, da bideja, ti špricne lepo, ki imajo Azijci. Lepo vodico. Ja. Ja, ampak vseeno moraš papir malo popivna, da obrišeš. Kaj jaz, nisem probal, nekaj iskreno. V glavnem,
brez toaletnega bi se dalo preživeti. Ja, lagano. Če bi do konca življenja morali jesti le z enim jedilnim priborom, katerega bi izbrali? Vilca, žlica ali nož? Žlica, valjda, ta fakt. Žlica. Valjda, da je. Žlica, ja. Žlica ima vse, malo je na ostriš. Čeprav ne morem jaz, da mi daš pašto in žlico, prav nočem jesti. Odvisno, kjer je pašta. Prav nočem. Prav nočem, ni. Ker če ješ špagete, kebabene. Čakaj, To se ne je pravilno. Uporabljaste To žlico. ni kulturno sploh. To je mit. To je smešno. Če ješ ono pašto, da je nekaj se že fuzili ali neki, dozameš žlico, vzameš še šugo, ne? Je boljše. Ja, ma ne, še vedno na žlico greš Zgubi gušt. Ja, dobro, vzameš malo šuga, ne? Pa dobro, na vilcih nabodeš in pomakaš. Ja, ma je lepše žlico, ne? Mislim, da zgubi gušt. Peronom je drugače. Dobro, še zadnje vprašanje. Explore_car. Jure naj pokliče Aljo in vpraša na podcastu, zakaj niste skupaj. Že jaz ne moram več. Naši dragi gledalci, poslušalci, v Jaz drugem podcastu, drugi teden, Jaz vem, kaj bo rekla Alja. Točno vem. boste zvedli, zakaj Alja in Jure niso skupaj. V glavnem špeh, hvala, ki si bil danes z nami. Pa grazie ragazzi, ki ste me povabili, jaz upam, da se bomo še kje ujeli. Mogoče res. Mogoče pa tudi ne. Pa ne bo nič narobe. Ne, tudi v redu, le. Realno ne bomo nič mi manjkalo v življenju, če vas ne bom videl. Enega bom mogel nažalost videti malo več, ne? Dobro. Želimo srečo pri širjenju. Hvala. Tudi pri vašem Širjenju. ja. Like, share, subscribe. Se vidimo naslednji teden in čeknite dober dan brand.si. Link v opisu. Čau, vas bomo malo.